Skupina Orlek letos praznuje 35 let, Mitja pa je z mano zdravo. Zdravo, živijo. Ste že pričeli praznovati? Ja, zdaj v bistvu dejansko že praznujemo. Nekako zdaj še sicer delovno, ni to zdaj praznovanje kot praznovanje, ne? Ampak je delovno, imeli smo nekaj koncertov v januarju že, zdaj se pa v bistvu še pripravljamo na novo snemanje, nekaj še moramo posneti nekaj skladb, da bo celi dokončan, tako da bo zdaj nekaj mesecev še zelo delovnih, že tale mesec je delovom predvsem tudi z vidom te nove skladbe, stare, predelane naše na novo, tako da v bistvu je kar delovno, v bistvu bo celo leto delovno. Skladbe že kar nekaj časa preoblačite, sedaj pa je preobleko dobila še Moja boginja. Ja, mi smo zdaj za ta obletnico smo par pesmi se odločili starih, da predelamo na novo, s časom je aranžma zorel, koncerti malce je spremenil, tudi malce zaradi kakšne spremembe v zasedbi in nekako smo rekli skladbe, ki so že 20-30 let stare, pa niso nikoli tudi plasirane kot single, ker vsakega albuma je bil nekšen single, en ali dva, pol pa ostale pesmi so pa kar ostale nekje v senci teh pesmi, so pa to nekatere skladbe, ki so tudi nam osebno najbolj všeč, ne? Recimo tudi Moja boginja je ena izmed teh, ne? Zato smo se odločili, da jih predelamo na novo. Ni prvič, je tudi že pred leti, ko smo delali album Frufru za to predstavo, ki smo igrali v gledališčih, smo nekaj skladb na tak način predelali in uspeli uživeti nekatere skladbe, ki so v bistvu bile posnete v 90-ih letih prejšnjega stoletja, pa se tudi na koncertih niso več igrali in ko smo jih na novo uživili, malo uspeli tudi, da so se predvajali na radiju, so dejansko zdaj tudi zaživeli na koncertih. Moja boginja je sicer z albuma Orlek Express leta 2004, tokrat v predelavi pa se vam pridruži še Jernej Dirnbek iz skupine Mi2. Ja, tako je. Že nekatere te skladbe, ki smo že lani jih tudi dali ven, te starejše, kot so Mali bogovi z Vladom Kreslinom, La vida ne gre naprej z Arjonom Kobrija in še kakšna smo v bistvu že nakazali na to, da bomo tudi nekatere skladbe naredili v pevskih duetih s kakšnimi gosti in ta je v bistvu tako, ta Moja boginja celo ni bila predvidena, da bi bil duet, ampak ko smo že vse posneli, že vse zmiksano, smo rekli, pa mogoče bi pa še vse en aranžma še toliko spremenili, da bi še nekdo drug zapel kakšne kitice ali bele pesmi in potem smo rekli, tukaj bo pasal nek domač glas, pristen domač glas in smo se takoj spomnili na prijatelja Jerneja Dirnbeka, skupine Mi2 in ko sem ga klical, tako je rekel, ja, ko ste prijatelji, sploh ne pomišljam, sem takoj za, ampak vsem bi rad slišal pesem, da vidim, če bom jaz zmogel dobro zapet. Smo rekli, ja, seveda, brez obveznosti, tudi mi si želimo to rezervo pustiti, da če ne bo dober, da pač rečemo hvala lepa, mogoče ob drugi priliki. No, ampak ko je Jernej to posnel, najprej demo posnetek samo doma, na ta naš posnetek smo bili takoj navdušeni in smo rekli, super, to bo krasno popestrili to skladbo in smo takoj se dogovorili in je posnel in evo, zdaj smo še bolj prijatelji, kot je rekel Jernej. Nekaj bogin pa vam je pomagala ustvariti tudi umetna inteligenca v video podobi za skladbo. Ja, tako je. Umetna inteligenca, tudi na YouTubeu je že kar precej odzivov nastajalo zaradi tega tudi negativnih, ker pač nekateri imajo zelo močan odpor do tega, do te umetne inteligence. Tudi sam moram reči, da sem precej skeptičen oziroma je zadeva še toliko na začetku, da smo seveda malo v strahu, kaj nam bo ta umetna inteligenca na vseh teh področjih prinesla. Ampak mi smo to se odločili za to, da naredimo nek low budget video, da ne damo samo slike na YouTube pa skladbo, da bo kljub vsemu malo več odziva in več pozornosti skladba deležna, če bo imela videospot in smo se odločili, da naredimo nekaj, kar ne bo drago in da bo probali, da bo dober. In smo rekli, kaj pa če bi probali z umetno inteligenco in potem smo našli celo enega Slovenca na Švedskem, ki se s tem ukvarja in po besedilu in naših željah, navodilih je nekako to umetno inteligenco tako pripravil, da je naredila takšen videospot, kot je. Seveda ni vse idealno, umetna inteligenca je še vedno malo v povojih, verjetno čez 5-10 let bo precej drugače dal videospote na ta način delati, ampak v tem momentu v bistvu zato se nam je to zdelo čisto solidno in so tudi nekateri mnogi odzivi pa precej pozitivni. Čeprav pa, kot vidimo v videospotu, umetna inteligenca vidi Mojo boginjo kot idilično, pa tudi malce kičasto. Ja, seveda, tako je, ker v bistvu je nastala kot neka taka risana pravljica skoraj v tem stilu. Ker dejansko tudi besedilo opeva Moja boginja je najlepša od vseh, pač ona skrbi za vse, da je klet polna, da je usodo vino in da je vse.
pač mož pa skrbi za duhovnost, ne, bolj poet. V tem smislu tudi ta skladba so besedilo govori in zato tudi takšna je. In glede na besedilo je logično, da je takšen videospot. Bova pa sedaj poslala še audio obliko v naš eter, zato Mitja, pošli nam Mojo boginjo. Ja, Moja boginja in uživajte v poslušanju. Sem Mitja skupine Orlek in vsem Orlekom je še posebej všeč oddaja Radioaktivno na Radio Prlek. Moja boginja je vasi doma in eko kmetijo pod hribom ima. Svoje boginje nikomur ne dam. Ljuba je meni in rad jo imam. Moja boginja je lepša od vseh in vedno me spremlja na mojih poteh. Njeni pogledi so modro nebo, njeni nasveti so čisto zlato. Pod lepo goro briga za moje telo. Hiša polna domačih dobrot, v kaši so žita